Živijo, lepo zdrav. Že kar nekaj časa je minilo od zadnje epizode podcasta Inspiracija, tako da sem rekla, zdaj pa je že čas, da malo sedem za mikrofon, za kamero in da se lotimo kakšne nove teme. In tokrat sem se nekako odločila, da bi spregovorila nekaj več o temi, ki je pravzaprav povezana s komunikacijo, z odnosi med ljudmi. Tema, ki se mogoče ne lotevamo vedno neposredno, ampak je nekaj, kar se dogaja in kar je del komunikacije, žal še vedno med ljudmi, in sicer ogovarjanje. Ja, ogovarjanje je ena taka tema, s katero se srečujemo vsi. Tudi sama nimam zdaj namena v tem videu nič, bom rekla, preveč moralizirati ali pa grajati, kogarkoli kazati s prstom. Tudi sama se ukvarjam s to temo in delam na tem, da bi bila moja komunikacija čim manj obsojajoča, da ne bi bila povezana z ogovarjanjem, da bi vsi moji odnosi, predvsem pa odnos do sebe, res temeljil na spoštovanju in bom rekla, tej pozitivni, nenasilni komunikaciji, ki spodbuja, ki dviguje ljudi, ki ohranja, bom rekla, to res, kot sem že rekla, spoštovanje in ki neguje odnose. To je zame ena taka zelo pomembna vrednota v življenju, zato sem rekla, da mogoče res namenim nekaj besed na to temo, tudi s tem namenom, da nekako skupaj ozavestimo, kaj ogovarjanje sploh je, zakaj sploh ogovarjajo ljudje in predvsem, kako ta energija vpliva ne samo na tiste, ki so tarča ogovarjanja, ampak tudi na nas osebno. Torej, tudi če mi ogovarjamo, kako to vpliva na nas. Torej, to ni nekaj, bom rekla, nevtralnega, ampak naša komunikacija ima vedno vpliv na ljudi. Tudi že naše same misli, ki jih imamo o sebi, o drugih, imajo vpliv. Konec koncev, naše misli so vibracija in to, kar mislimo, to vibriramo. In to se definitivno čuti. Pa če imamo to ozaveščeno, če se tega zavedamo ali ne. Tako da za začetek bi mogoče spregovorila o tem, kaj ogovarjanje sploh je, oziroma zakaj sploh ogovarjamo. Zdaj, ogovarjanje je lahko pri ljudeh v različni meri se pojavljeno. Recimo, so ljudje, ki jim je mogoče ogovarjanje nek osnovni način komunikacije, ki dejansko se z drugimi ljudmi vedno pogovarjajo o drugih, na tak, bom rekla, malce škodoželjen način, kar ogovarjanje na nek način je, če tudi mogoče nezavedno, ampak pri večini pa ogovarjanje pride ponavadi na plano takrat, ko določena oseba, določen dogodek v nas zbudi neko, bom rekla, močno čustveno reakcijo. Torej, zakaj takrat začnemo ogovarjati? Zato, ker ljudje se včasih težko soočamo sami s sabo. In ko nek človek v nas nekaj zbudi, se pravi, je nek trigger za naše notranje vsebino, bom rekla, notranja prepričanja, notranje blokade, notranje bolečine mogoče, takšna in drugačna čustva. Takrat je nekako lažje s prstom pokazati navzven in, bom rekla, preslikati svoje notranje stanje na drugega človeka. Torej, narediti neko projekcijo nekega dogodka. Ko razmišljam o ogovarjanju, se dostikrat spomnim v bistvu na eno igro, ki smo se igrali v otroštvu, verjetno ste se tudi vi. In sicer, kako se je že reklo, telefončki, se mi zdi. Kako, ja. Ko si je mogel nekdo, ki je začel igro, spomniti nek stavek in ga potem povedati sosedu na uho in potem je on moral ta isti stavek povedati naprej. Skratka, ko je šla zadeva po krogu in ko je moral zadnji pač povedati, kar je slišal, je bil ta stavek seveda nekaj popolnoma drugega, kar je bilo v začetku povedano. Kar je v bistvu jasno kaže na to, kako ljudje v bistvu informacije dojemamo preko svojega filtra. Torej, glede na to, kdo smo, v kakšnem stanju smo, kakšna so naša prepričanja, torej kako razmišljamo o sebi, o svetu, o ljudeh. In praktično nima nič veze, bom rekla, s to
osnovno, bom rekla, začetno informacijo oziroma nekim dogodkom, neko osebo, o kateri pravzaprav govorimo. Ne? Tako da tega se je pri ogovarjanju vedno dobro zavedati. Bodisi, če ste vi tarča tega ogovarjanja ali pa če se vi ujamete kdaj, da ogovarjate nekoga drugega. Torej, vedno pridemo do tega, da bolj ko se zavedamo sami sebe, bolj ko se zavedamo, kakšen vpliv imamo s svojimi mislimi, besedami, dejanji na sebe, na svoje počutje, na svoje stanje, pa tudi na druge ljudi, manj čutimo potrebo po ogovarjanju. Ne? Ker se zavedamo, da vsak odnos, vsaka oseba, ki jo srečamo, vsak dogodek, ki je del našega življenja, je pravzaprav priložnost, da se še bolj poglobimo, da preverimo svoje, bom rekla, svoje prepričanja, da prečistimo kakšen vzorec, kakšno čustveno, miselno stanje v nas. Skratka, ko začnemo razmišljati o ljudeh kot priložnost oziroma odnose kot priložnost za rast, za poglabljanje vase, ogovarjanje praktično odpade. Čeprav je pa res, da dostikrat slišimo od ljudi, ki so na nek način, rečemo temu, duhovni oziroma se ukvarjajo za tem področjem. To zna biti tako zelo prikrit način ogovarjanja, ko mislimo, da smo visoko zavestni, pa v bistvu, da samo ozaveščamo, ko govorimo o nekom, ne? Pa je to velikokrat samo nek navaden prikrit način ogovarjanja. Kako vemo, kdaj je neko ogovarjanje res ogovarjanje, ki škodi nekomu? Ker s tem dejansko pošljemo dotični osebi, ki jo ogovarjamo, na nek način škodoželjno energijo. Ne? In kdaj pa je, bom rekla, pogovor o neki osebi, ali pa ne bom rekla osebi, ampak o dogodku, namenjen zgolj in samo temu, da raziščemo v sebi, kaj je ta dogodek sprožil v nas. Torej, ko vas neka situacija, neka oseba, bom rekla, pretrese do te mere, da čutite, da bi šli takoj nekomu povedati, ta je rekel to, pa ono, pa tretje, pa deseto, pa kakšen je, pa kako je mogel, pa ne? Takrat se je dobro vprašati, kaj je v meni ta oseba sprožila, na kater trigger je pritisnila. Da v prvem trenutku odmaknemo to osebo od, bom rekla, te naše reakcije, da jo ne povezujemo s to reakcijo, ampak kaj je ta oseba sprožila v nas. In tudi, če se pogovarjamo o nekem dogodku, o situaciji z drugim človekom, ko mu skušamo pač to stanje opisati, ko nas nekaj res pretrese, ali pa mogoče čustveno zmede, ne uporabljajmo imen, ne uporabljajmo dotične osebe kot izgovor za naše stanje, ampak uporabimo zgolj dogodek, situacijo kot možnost oziroma opišemo, kako smo se takrat počutili. Ne? Tudi recimo, ko se pogovarjamo v odnosih, ko skušamo kakšno stvar razrešiti z nekim človekom v nekem odnosu, vedno govorimo v prvi osebi. Torej, jaz sem se počutil ob tvojih besedah na tak način. Ne? Že s tem naredimo en tak spoštljivo distanco za zavedanjem, da vsi nosimo odgovornost do svojih občutkov in do tega, kako reagiramo na neko situacijo. Ne? Sicer to ne pomeni, da mogoče neka oseba, neka situacija ni bila škodljiva za nas, ampak da postavimo mejo na tak način, da ne vržemo še svojega, če rečem to, uporabim to besedo, sranja na drugega človeka. Torej, da se zavedamo, kje so naše meje, da se zavedamo, da smo odgovorni za to, kako reagiramo na neko stvar. In v takem primeru bo naš način komunikacije veliko manj povezan z ogovarjanjem. Tako da tudi bodite pozorni, ko se z nekom pogovarjate, rekla, neka prava oseba, pravi prijatelj ali pa pravi zaveznik ali pa kdorkoli, ki vam pač mogoče pomaga v takih situacijah, je človek, ki vas bo obrnil vase. Lahko mu boste sicer povedali celotno situacijo, tudi z imeni, karkoli, ampak če človek na drugi strani pravi takšen, ki vam bo res želel pomagati, bo vedno vzel situacijo in skušal obrniti vas vase, torej vas obrniti vase, da boste skušali ugotoviti, kaj je torej tisto, kar je določena oseba sprožila v vas.
Torej, ja, to se mi zdi taka ena pomembna stvar. Malo res razmislite, ko ogovarjate ali pa ko vas kdo ogovarja, kako se takrat počutite, ko slišite za kakšno govorico, recimo, ko nekdo reče, to pa to sem slišal, ne, o nekom. Kako se takrat počutite? Mislim, da je jasno, da ko nekdo ogovarja pred vašimi, bom rekla, očmi ali pa vaši prisotnosti nekoga, ste lahko prepričani, da bo verjetno v prisotnosti nekoga drugega ogovarjal tudi vas. Ne? Ponavadi smo ljudje tako narejeni, ne, da že s tem v bistvu pokažemo, kakšen odnos imamo do ljudi, kako komuniciramo. Tako da bodite na to zelo pozorni. In tudi, ko se sami ujamete v ogovarjanje, ne, včasih se mogoče zgodi, da niste čisto, bom rekla, pri sebi ali pa nismo čisto pri sebi, pa pademo v to nizko energijo ogovarjanja, namesto da bi se centrirali in se vrnili nazaj k sebi in res zdravo skomunicirali neko stvar. Skušajte res nositi s sabo to zavest o tem, da preden začutite skušnjavo, da bi o nekom nekaj se pogovarjali, torej ga ogovarjali, dajte se v tisti trenutek ustaviti. Če se le da, se skušajte zavesti tega trenutka, spet skušam svojo pozornost usmeriti navzven, namesto vase, pa skušajte samo enkrat ali pa dvakrat ali pa trikrat, če je možno, globoko vdihniti in izdihniti in raje človeka na drugi strani vprašajte, kako ste. Torej, da pogovor, komunikacija steče neposredno med vama. Ampak ker se ljudje zelo težko pogovarjamo o svojih občutkih, ker zelo težko izražamo svoje misli, svoje občutke, ker se zelo radi skrivamo za fasadami, ker smo nekako v taki družbi tudi, kjer je bolj pomembna, bom rekla, ta zunanja fasada, kot pa naša resnična ranljivost, ne, in se to nekako tretira kot večja uspešnost, ne, da smo manj ranljivi, ne, ranljivost je še vedno neka šibkost lahko za nekatere, zato je zelo težko to tudi pokazati, ker smo bili mogoče tudi, ne vem, že lahko v otroštvu ali pa tekom svojega življenja tako ali drugače zasmehovani, če smo pokazali svoje resnična čustva. Tako da komunikacije se treba res začeti učiti na taki, vsaj zame je zelo pomembno, da moja komunikacija poteka na čim bolj globoki ravni, ker zame so to najbolj zadovoljujoči odnosi. Vse ostalo je nekega površinskega značaja in zdi se mi, da bodo na dolgi rok vedno preživijo tisti odnosi, ki temeljijo na iskrenosti, ki ne temeljijo na ogovarjanju, ampak temeljijo res na, bom rekla, pogumnem soočanju s sabo in z drugimi, tudi s konflikti, ki pridejo, ampak na res tak zavesten, spoštljiv, iskren, odkrit način. Ne rečem, da to meni vedno uspeva, daleč od tega, ampak stremim k temu in zato sem rekla, da tudi posnamem ta video, da mogoče skupaj osvetlimo ta del oziroma ta fenomen ogovarjanja. Sicer bi verjetno lahko še in še govorila o tem, ampak polagam vam na dušo, da res skušajte svoje pogovore, svojo komunikacijo vedno, če rečem temu, dvigati na višjo raven v smislu, da govorite iz srca. Da komunicirate iz srca in vam povem, da če to naredite, nič ne more iti narobe. To bo človek na drugi strani zaznal in to je tisto, kar v nas prižiga to iskro zaupanja, torej, ki gradi odnose in ne ruši odnose. Kar pa ogovarjanje ponavadi naredi. Torej, s tem izgubljamo zaupanje vase, v ljudi, rušimo odnose in mislim, da smo v času, ko je zelo pomembno, da ustvarjamo trdne odnose, da gremo lažje skozi vse turbulence, ki nam jih prinaša življenje tako ali drugače in da se tudi skupaj veselimo vseh tistih, iskreno veselimo za tiste lepe, srčne, uspešne trenutke v svojem življenju. Tako da to bi bilo moje sporočilo za to epizodo podcasta Inspiracija. Upam, da vas je kaj inspiriralo. Seveda, vedno vas lepo povabim, da tudi sami poveste kaj, komentirate oziroma sami pri sebi malo raziskujete to temo oziroma
kako vi čutite o tem, kaj vi čutite, kaj mislite, kje ste vi, na kateri točki, kar se tiče te teme ogovarjanja. Torej, naj bo naša komunikacija iz srca. Lepo se imejte in se že veselim, da se srečamo v naslednji epizodi. Čau!